Da je oralna zgodovina s svojimi posebnostmi in specifikami pomemben del virov v zgodovinopisju, pa bo pokazal tudi kolega Darjan Lorenčič, ki je na temeljih dveh pridobljenih spominskih pričevanjih v intervjujih z pričevalkama iz različnih družbenih okolij pripravil prispevek na temo od okupacije do osvoboditve, življenje v Mariboru med drugo svetovno vojno skozi pričevanje. Kolega Lorenčič je diplomiral oziroma magistriral leta 2022 na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru iz zgodovine z delom Rdeča armada in osvoboditev Prekmurja leta 1945. Med študijem je izdal tudi svoj knjižni prvenec, poljudno znanstveno monografijo z naslovom Leto 1919 Rdeče Prekmurje, kjer je raziskoval zlasti vlogo Vilmoža Tkalca v prevratnem obdobju Prekmurja neposredno po prvi svetovni vojni oziroma veliki vojni. Raziskovalno pa se ukvarja s sodobno zgodovino, predvsem z medvojnim obdobjem in pa drugo svetovno vojno. Trenutno je učitelj zgodovine, geografije, domovinske in pa državljanske kulture in etike na osnovni šoli Jakobski dol in Sveta Trojica. Darjan, izvoli. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim tudi v mojem imenu. Najprej bi se rad zahvalil Mednarodnemu raziskovalnemu centru za organiziranje te konference in tudi za vabilo na to konferenco. Hvala, Daniel Siter, za vabilo. Zdaj bom skušal biti čim bolj krajši, ker res smo malce že pozni in bom skušal strniti moj prispevek kar se da jedrnato. Zdaj moj prispevek, kot je že Daniel Siter povedal, temelji na dveh pričevanjih, se pravi dve osebi, dve ženski, ki imata zelo različno ozadje, se pravi prva pričevalka je gospa Silva Brglez, rojena leta 1924, torej je lani dopolnila častitljivih 100 let. In prihaja iz Maribora, živela je tu na Metelkovi ulici v Taboru, tipično meščansko ozadje. Oče je recimo bil žandar iz Počehove, mati gospodinja, medtem pa na drugi strani recimo popolni kontrast, gospa Angela Opresnik, rojena leta 1933 tu v bližini Maribora in sicer v Vukovskem vrhu in je iz tipične kmečke družine, seveda revne kmečke družine, težko življenje, težko otroštvo je imela in se tudi spominja, kako je z družino recimo obiskovala tu Mariborsko tržnico med vojno, tudi med bombardiranjem in je tudi zelo zanimivi uvid v tisti čas dala. Zdaj tu bi rad opozoril pri pričevanjih, ker kot je spoštovani kolega Daniel omenil, sem tudi magistersko temo napisal na temo oziroma sem uporabil kar 21 pričevanj, se pravi pri prihodu oziroma osvoboditvi Prekmurja ze strani Rdeče armade. Sem se potem tudi odločil, da se bom posvetil malo temu štajerskemu delu in Mariboru, ker na vse zadnje že 9 let tukaj živim. Me tudi zanima to ozadje oziroma kako so ljudje dejansko na lastni koži doživljali ne samo zadnje trenutke vojne, ampak potek celotne vojne, se pravi od okupacije in do osvoboditve in kako so se potem tudi znašli v novi oblasti, se pravi v novi državi. Zdaj tu moram biti zelo pazljiv, ker spomin ni statičen, je fleksibilen in se vedno spreminja. Ne vede, tega se niti ne zavedamo, ampak se vse skozi spreminja odvisno od družbenih potreb in odvisno tudi od tega, koliko hoče ta posameznik ostati v določeni skupini, da ne bi pač bil izločen. In seveda je nujno potrebno, da se potem ta podana pričevanja ovrednotijo z zgodovinskimi viri, se pravi arhivskim gradivom in tudi z literaturo, ker obstaja oziroma vsako pričevanje je potrebno vzeti z kančkom dvoma, ker obstaja tako imenovan lažni spomini, se pravi spomini, ki jih mislimo, da so dejansko naši, ampak pravzaprav niso naši in pravzaprav sploh niso resnični. To bom izpostavil pozneje pri gospe Silvi Brglez, ker je res taki klasični primer
glede Hitlerjevega obiska in to so se tudi z spoštovanim kolegom Borisom pogovarjala glede njegovega govora na glavnem trgu, ki ga pravzaprav nikoli ni bilo in to lahko tudi dokažemo z zgodovinskim gradivom, ki ga je dosti na to temo. No, skratka, da ne bomo izgubljali časa, če lahko kar naprej, pa nekako ozadje najprej razložim, se pravi te končnih operacij tik pred osvoboditvijo Maribora, se pravi operacije Rdeče armade in tudi Bolgarske armade. In da jaz kar zdaj pristopim k table, to shemo, ko sem že lani povedal tukaj, ko sem imel svoj prispevek in sem tudi to shemo upravil v mojem magistrskem delu, lahko najdete na portalu Pamet naroda. Se pravi, to je pač portal notranjega ministrstva Ruske federacije in je na voljo vsem. Lahko vi tudi dostopate in dejansko najdete tam več kot pol milijona, morda je zdaj že skoraj da milijon dokumentov na temo druge svetovne vojne. Zdaj, zakaj je to notranje ministrstvo Ruske federacije seveda javno objavilo? Zato, da sorodniki lahko iščejo svoje pač prednike oziroma svoje dedeke oziroma starše, ki so bojevali pač na fronti in da lahko pač najdejo, kje so bili pokopani. Ampak to za nas zgodovinarje je tudi odlična priložnost, da lahko razumemo in primerjamo, se pravi, raziskujemo pač to obdobje. In tukaj, kot so že kolegi v prejšnji prispevki povedali, se je v glavnem na območje Slovenije napredovala 57. armada Rdeče armade in 27. armada. Obe armadi sta bili del 3. ukrajinske fronte in seveda tu južno je tudi prva bolgarska armada napredovala predvsem na desnem bregu reke Mure, vse do Maribora. Zdaj, sprva je bilo mišljeno, tudi Stalin je dal ukaz, da bi 57. oziroma da bi 3. ukrajinska fronta zavzela najprej Maribor in potem Graz, ampak to se je spremenilo. Tega ukaza niso izpolnili, najverjetneje zaradi tega, ker so se potem osredotočili na Dunajsko ofenzivo, kot tudi ta shema potem to prikazuje. Maribor so seveda prepustili potem prve bolgarske armadi, ki je napredovala na desnem bregu Mure po Slovenskih goricah in tudi potem vstopila Maribor ter ga tudi osvobodila. Zdaj, bolgarsko armado so sicer tudi spremljale določene enote, manjše enote Rdeče armade, ampak večinoma so to bili komisarji ali pa pomembni poveljniki. Pozneje tudi, kot so kolegi prej povedali v prejšnjih prispevkih, je pač Maribor prve partizanske enote so pravzaprav bile enote Prekmurske brigade, ki so potem vstopile v Maribor in nadaljevale proti Koroški. In to obdobje tudi lahko razumemo kot nekakšno obdobje, ko je Maribor bil, se pravi, ne bi rekel kaos, ampak nekakšno obdobje, ko so se vsi morali znajti. In to je tudi zelo lepo povedano, recimo, ko sem vprašal pričevalce, ko sem vprašal gospo Silvo in tudi gospo Angelo, kaj je bilo najbolj pomembno, in vsi so rekli, da je najbolj pomembno, kako se ti znajdeš v vojni. Najkrajše je potegnil vedno tisti, ki je bil najbolj iskren in najbolj pošten. Žal je bilo tako, da ob koncu vojne, ko je bil popolni kaos, je edino, kar je pomenilo, kako si se ti znašel, koliko si bil pragmatičen in koga si poznal. Zelo je bilo pomembno mreženje, se pravi, koga si poznal, najboljše nekdo na pomembni poziciji, ki te je rešil, mogoče, če si se znašel v kakšni zagati. In teh zagat je bilo kar ogromno v tistem času. Lahko kar naprej, prosim. Zdaj bi rad predstavil zgodbo prve pričevalke, to je gospa Silva Brglez, rojena Pongračič in je rojena v Mariboru ter živela svojo družino na Metelkovi ulici tu na Taboru. Rojena je 31.12.1924 na staro leto in je pač tudi živela polno življenje, bi lahko rekli. Ko sem jo vprašal, najsrečnejši spomin, iz katerega obdobja ima najsrečnejše spomine, je pravila iz kraljevine Jugoslavije.
Namreč bila je zelo vidna oziroma zelo aktivna pri Sokolih, bila je tako imenovana šprinterka, ona je rekla sama, da je bila najboljša šprinterka, tega seveda nisem nikjer mogel zaslediti, ampak sem ji verjel, da je bila pač najboljša šprinterka v tem. Sicer najprej oče tega ni odobraval, kot je rekla, ker so Sokole oziroma so pač te športnice bila malce za tiste čase pomanjkljivo oblečene in oče sprva to ni odobraval, ampak ker se je očitno izkazala, je potem dobila tudi zeleno luč pri očetu. Zdaj med vojno, ko sem vprašal 41 leta, kako je doživela prihod oziroma napad nacistične Nemčije, je rekla, da se je življenje kaj pretirano ni spremenilo. Že pred vojno je njena družina bila dobro situirana, niso nikoli živeli v pomanjkanju, kot je rekla, nikoli niso bili lačni. Tudi med vojno je rekla, da se življenje ni pretirano spremenilo, ker se je pač znala znajti. In se je prva njena zaposlitev je bila v bistvu v tovarni Augusta Ehrlicha. Njega je poimenovala kot šmuc finka, se pravi paceka, ker bi naj slabo plačeval delavce. In tam ni dolgo zdržala, je rekla, da je potem spoznala svojega bodočega moža, ki je delal v tovarni letalskih delov. Ona se je tam zaposlila in tudi po vojni tam ostala. Njen mož pa je bil, mislim, da kontrolor kakovosti, se pravi, je bil malce boljše pozicioniran. Tam na novem delovnem mestu, kot je rekla, je zacvetela in potem prijemo do te točke, ko sem vprašal, če se spominja mogoče prihoda Hitlerja. In seveda je rekla, da se živo spominjal na tega in tu prijemo ravno do tega lažnega spomina. In ona mi je rekla, da zdaj citiram, še prej bom citiral, bi še to izpostavil, ko sem vprašal, kako je bilo stanje pred prihodom Hitlerja in je rekla, da so večinoma Mariborčani navijali za Hitlera. Tako je rekla. Zdaj, slika je seveda nekoliko drugačna bila, ona je seveda to govorila iz svojega zornega kota, iz svojega socialnega okolja, v katerem se je družila in to je bil meščanski socialni krog. No, da zdaj citiram, kako se je ona spominjala njegovega obiska, torej obiska Hitlerja v Maribor. Citiram zdaj. Spomnim se, kako je stal in govoril. Strašno glasen je bil. Na glavnem trgu, na balkonu nad hodnikom, to je verjetno mislila tista uličica pod balkonom, Lekarniška ulica, ki vodi do Stolne cerkve. Mariborčani so bili navdušeni. Morda na te stvari nisem gledala tako kot danes, jaz vam rečem, polni trg je bil in so mu ploskali. Zdaj seveda, ko mi zgodovinska gradiva pregledamo, zgodovinske vire, predvsem sem se tu zanašal na monografijo Do pekla in nazaj od gospoda Marjana Žnidariča, kjer zelo podrobno opiše pot Hitlerja, ki je prišel čez Košake in seveda potem najprej šel do Državnega mostu in potem do Mariborskega grada, kjer je doživel sprejem. Nikjer ni zapisano, da bi imel govor na balkonu v mestni hiši oziroma tu na glavnem trgu. Torej, to, da bi Hitler tam imel govor, to že več desetletij kroži med ljudmi. Zdaj, kdo si je to izmislil oziroma od kje je to prišlo, je zelo dobro vprašanje, ampak očitno so ga ljudje kolektivno sprejeli kot za lasten spomin, ga ponotranjili, ne vede seveda, in zdaj seveda ta spomin še vedno vztraja, čeprav že večkrat je bilo povedano oziroma napisano, da to tudi ni res. Mislim, da tudi kolega Boris je tudi o tem večkrat pisal. No, skratka, to je ta spomin. Tu moram tudi biti potem pozorni na to in delo zgodovinarja je seveda, da seveda te spomine oziroma pričevanje primerno vrednoti in oceni, če so dejansko pristni oziroma če se je dejansko to zgodilo ali pa se ni zgodilo. No, zdaj za konec vojne, kako je doživela konec vojne, je rekla, da tam zadnje leto so že malce občutili sicer pomanjkanje, ker so dobili tako imenovano knjigico, črno knjigico, kjer so imeli te kupončke, s katero so lahko pač osnovna hranila si kupili in to karto oziroma knjigico so imenovali Bezug Scheine. Ampak to ni trajalo dolgo,
ker potem se je začelo bombardiranje Maribora, sicer njihovo stanovanje ni bilo bombardirano, so bombe prizanesle stanovanjskem bloku oziroma stanovanju, kjer so živele, in seveda v Mariboru so se širile govorice tudi o osvoboditvi in prihodu Rdeče armade. Ona se sicer ni mogla spomniti točno, kakšno je bilo zdaj vzdušje v mestu, ker je rekla, da je to že zdavnaj nazaj bilo. Potem pa na vprašanje, ali je bila prestrašena, je odgovorila, citiram, najbrž ne, ker sem tako ali tako bila na pol divja. Torej, verjetno ni bila prestrašena, znala se je znajti in se je očitno tudi zelo dobro znašla. Najbolj so ji v spominu ostajajo recimo bolgarski vojaki, zaradi njihovega videza, kot je rekla, spet citiram, kaj jaz vem, drugačno fizionomijo so imeli, tako nizke kape so nosili in so se tako precej razlikovali od Rusov oziroma ostalih vojakov. Spomnila pa se je velike proslave na sedanjem Trgu svobode po osvoboditvi, ki je nekoliko pozneje bila. No, potem me je vseeno zanimalo, ker je iz meščanskega okolja, meščanske družine, kako so se oni čutili. Glede na to, da so slovensko sicer doma govorili, so tudi obvladali nemško. In potem je rekla, da njena družina ni bila pretirano navdušena nad novo Jugoslavijo. Zdaj citiram, strašno jezni smo bili nad tega, ki nas je za Slovence naredil. Mi bi rajši ostali Österreicherji. Nismo cenili tega, nekateri so pobegnili, spet druge so zaprli kot mojega brata. In njen brat Franci je, po njenih besedah, sama je rekla, je bil Nemčur. In po osvoboditvi je bil 3 mesece interniran v taborišču na Kočevskem, nato pa mu je uspelo pobegniti prvo čez mejo, nato pa v Avstralijo in v Avstraliji si je potem ustvaril družino. Potem Silva je tudi trdila, da so bili pogoji v taborišču tam na Kočevskem pač grozni, po njenih besedah. Citiram, polegli so jih na trebuh in so se z motorji vozili čez njih. To bi bilo, recimo, nisem uspel še to preveriti, to imam tudi namen preveriti, kako je dejansko tam na Kočevskem bilo o tem, kar je ona govorila. Na koncu je seveda tudi omenila Ehrlicha, non-stop ga je omenila, to mi je tako zanimivo bilo, očitno se je to zamerilo. Ona je še točno povedala, koliko je bila plačana recimo pri Ehrlichu, in je bila plačana, prva plača leta 1941, pri 17 letih je zaslužila 320 dinarjev. Ona je rekla, da je malce več zaslužila, ker je bila tako dobra v svojem delu. Ker mislim, da na uro so ostale dobivali 2 dinarja, ona pa 2,5 dinarja, recimo. Ampak na koncu je pa rekla za Ehrlicha, citiram, nova oblast ga je likvidirala, najbrž zaradi tega, ker je daleč najslabše plačeval delavce, tudi mene, ko sem bila pri njem zaposlena. Se pravi, zelo se je zameril očitno ta človek. No, zdaj pa, če lahko prosim naprej, to je pa druga gospa, sem jo kar poslikal, od Silve sicer nisem uspel dodati slike, kako danes izgleda, to je pa gospa Angela Obrestnik, rojena Kocbek v Jarnini oziroma Vukovski vrh, 39.4. oziroma 4.5.1933, 39 je hišna številka. No, ona je opisala svoje otroštvo kot zelo težko, živeli so v stalnem pomanjkanju in tu že vidite ta kontrast med Silvo, ki je bila meščanka, nikoli v pomanjkanju ni živela, ona pa v stalnem pomanjkanju. Vprašal sem potem tudi, kako so doma govorile, poleg slovenščine so tudi uporabljali nemščino in ravno zaradi tega so tudi preživeli vojno oziroma jim okupator ni storil nič žalega, ker so tudi obvladali nemščino in očitno se je družina njena znala tudi znajti v določenih situacijah. Kot zanimivost je recimo med vojno obiskovala z družino Mariborsko tržnico, ker so to najverjetneje čez košake, pač ročno tovorili zelenjavo, ki so jo doma pridelali in so jo potem tu na glavni tržnici tudi prodajali. In še 2 minute, bom takoj gotov, hvala. Da citiram, peš smo hodile, strah nas je bilo, sirene so že tulile, smo že mogli iti v klet, tu pri Ježeku, to je bila tovarna tu v Košakih, od tega češkega industrialca Ježek. Včasih je hitro minilo, včasih pa je trajalo 2 ure. To ne morem povedati.
luknje so takšne naredili. Veste, kakšno je to bilo? Jezus, od kolodvora ni ostalo nič, najhujše je bilo okoli železnice. Tudi od mosta čez Dravo ni ostalo nič. Kot zanimivost, recimo Silvo sem tudi vprašal to za tebe, kolega Daniel, glede Štalega 18. Silva se sicer ni spomnila ničesar, medtem ko Angela pa se je spomnila. Najverjetneje so tu mimo hodili. Tako da potem se spominja pač ruski vojni ujetnikov tudi tukaj in da citiram, kaj je rekla glede Štalega 18, Hitler je bil strašno nesramen do njih. Oni so bili Hitlerjevi jetniki. Mi smo jim mogli kuhati 50-litrski lonec krompirja ali fižole s koruzo in nismo jim smeli dati juhe na krožnik, ampak na sveže pokošeno travo. To hrano so potem sami gor zovali. To so bili nesramen. To, kar so Nemci naredili s hrano do njih, in 3 pike. Potem sem seveda vprašal, če je ona na lastno oči to vedela, če je pač to doživela in je odgovorila, citiram, seveda, to smo mi pač dali. Se pravi, oni so dali, verjetno so se tukaj ustavili, verjetno so tudi morali kuhati, ne to zelenjavo, kar so tudi nosili na tržnico prodajati. Ne. To bi bilo potrebno tudi bolj podrobno raziskati in to bom jaz tebi kar, Daniel, prepustil potem. Pred osvoboditvijo, ko sem vprašal, kakšno vzdušje je vladalo, seveda strah, predvsem iz tega, ker niso vedeli, kaj naj pričakujejo. Tu se moram zavedati, da je tu bila močna propaganda med vojno in tudi že v kraljevini Jugoslaviji je bila propaganda glede Sovjetske zveze in komunizma in tako naprej. Tako da to je definitivno vplivalo tudi na razmišljanje ljudi, ki so se navzeli te propagande. Se pravi, citiram, takoj po prihodu ni bilo olajšanja, šele 14 dni zatem, ko so videli, da je res vsega konec, torej vojne, so čutili olajšanje. In da nadaljujem citat, kaj se je najbolj vtisnilo v spomin takrat. Veste kaj, tako je bilo, kot da bi bila lepa veselica. Vse je letelo, vsi so bili srečni. Vsi so bili Madžari, Bolgari, pa Rusi, vsi so šli skozi proti Mariboru, pa proti Cmureku, gor tudi. Vse je bilo polno, polne ceste kolon, noč in dan. Konec citata. Ruse je recimo opisala kot velike reveže, citiram, to je seveda zdaj spet mogoče taki spomin, ki jih je slišala od ostalih in je to povzela kot za svojega, je ponotranjila in je rekla, da so pač Rusi punce lovili, citiram, tu pri nas so imeli 3 otroke od Rusov, to se je zgodilo, ko so vojaki spali po hišah, ti otroci so zrasli v dobre ljudi, vse sem poznala. In obenem pa je poudarila, da Rusi niso nikomor naredili ničesar slabega in jih nima sama v slabem spominu. To pa tudi zaradi tega, ker so Rusi bili zelo dobri do otrok. Radi so se igrali z otroci, ker so tile otroci tukaj v Mariboru in okolici, oziroma v okolici Maribora spominjali verjetno na svoje lastne otroke, ki so jih pustili za sabo v Rusiji. To je enako tudi v Prekmurju bilo, ko sem pač intervju pričevalce. Da zaključim, oboji so potem se približno zadrževali v Vukovskem vrhu približno 6 tednov, potem pa so odšli naprej proti današnji Avstriji. In tu tudi zaključujem z mojim prispevkom. Najlepša hvala za besedo.